Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še stadiona Rajko Štolfa v Sežani, kjer nadaljujemo s prenosi tekem 28. kroga v Ligi Telemach, nasprotnika Tabor in Koper. Stavlja za trenutek Pabaji, še traja koperska akcija proti Požegu Vancašu, Dujan Arasović, Pavlović ni se odločil za strel, morda Korea strelja, točen gol! 32. minuta, fantastičen zadetek Komarja Koreje v trenutkih, ko je Tabor nevarne pretil, in to je znova tisto nepisano nogometno pravilo, kdor ne da, dobi. V 32 minuti sprememba rezultata. Gostje vodijo Ličko 1, gol je dosegel Štubica. Na levo stran Babaju. Zgostili so Koprčani zadnjo vrsto, dobra poteza Babaja, to da nebeški skakalec je Novoselec, še nevarno, precej dela je imel Golubović. Semek je poizkusil z roba kazenskega prostora, veliko dela za Adnana Golubovića. So se zdaj Koprčani, Korošec ni se odločil za strel z razdalje. Večkrat bodo morali poizkušati domači, tudi streli. Videli smo, kako je Korea z velike razdalje zadev. Zdaj Adrijan Zeljković, priložnost in obramba Golubovića. Z dokaj zapletenega položaja, dober poizkus Adrijana Zeljkovića. Potem priložnost za Tabor, Šušnera je sam pred vrati in še ena obramba Adnana Golubovića. Rumeni karton pa za Krajinovića zaradi ugovarjanja, mislim, da se je še enkrat več Luka znašel sam pred Adnanom Golubovićem, to da ni ga uspel premagati. Babaji, finta Babaja, predložek v kazenski prostor, vrata so prazna, še nevarno in tudi tega niso izkoristili Sežanci. Pakali strelja, ostaja 1-0 za Koper. Tole priložnost Tabora, no tule pa je šel zdaj Adnan Golubović v prazno, potem pa ne Kaleba, ne Luka Šušnera, ponovno nista uspela žoge postaviti. Dušan Kosić, kako se danes soočiti s tem porazom, glede na to, da ste res imeli ogromno število priložnosti, morda celo ena tistih tekem, ko ste jih imeli največ v tej sezoni? Ja, nogomet je včasih krut. Fantom, čestitke za odigrano tekmo, za vložen trud. Danes nam ni vrnil nogomet, mogoče v kakšnih prihodnjih tekmah. Kako se zdaj pripraviti na naslednje preizkušnje, kako boste izkoristili to manjšo reprezentančno pauzo, potem vas čaka gostovanje v Stožicah? Ja, imamo nekaj skrbi, ne vem kaj z Adrijem, ni lepo izgledal, tako da upajmo, da se bomo sestavili, imamo 14 dni, pa bomo videli, kako naprej. Nismo v dobri situaciji, ampak v zadnjih kolih pravzaprav smo si veliko več zaslužili, kot smo dobili, in računam, da se nam bo tudi sreča mogoče v prihodnosti obrnila. Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Verjamem, da je imel veliko število priložnosti, na koncu sicer štejejo točke. Kako ste vi danes zadovoljni generalno gledano? Danes najbolj šteje pač zmaga. Dobro vemo, kakšno je tukaj gostovanje, se pravi, bom rekel, nemogoče igrati. Res rabaš par dotikov sam, da žogo ustaviš. Pač hvala Bogu, mi smo eno od priložnosti izkoristili, na koncu malo trpeli, ampak na nek karakter, na neko borbo zasluženo zmaga. Zdaj pa pauza, verjetno bo prav gotovo lažje delati ob teh dveh zaporednih zmagah v Murski Soboti in tu v Sežani, potem v Koper prihaja Bravo. Ja, tako, šli bomo tekmo po tekmo, ampak normalno se lažje diha. Dobro se je videli, pač, da smo v nekem določenem krču, ampak tako, kot sem napovedal, se pa tudi pozna, da nekateri naši ključni karakterni igralci se vračajo in verjamem, da bo Koper iz dneva v dan boljši.
Jan, povejte nam nekaj besed, jasno zdaj o teh občutkih, nekako tekma, ko ste imeli morda celo najmanj dela v tej sezoni. Vaši soigralci so kar tekmovali, kdo bo zapravil večjo priložnost, verjetno zaradi tega še toliko bolj žalujete za temi izgubljenimi točkami danes tu. Jaz seveda žalujem, ker danes smo zmagali, ampak odnos je bil ta pravi. In na igrišču danes mislim, da smo nadigrali Koper se prišel sem braniti, so zadeli ta fantastičen gol, ampak mi smo imeli res dosti priložnosti. Nažalost nismo izkoristili, ampak gremo naprej. Jaz mislim, da je to prava pot. Res je, da manjka samo 8 tekem, ampak če igramo tako, lahko zmagamo vsakakor. Kaj pa ta zadetek na oko, zares lep, za vas verjamem boleč, ampak tudi strani je bilo videti, da niste imeli kaj veliko možnosti. Fantastičen strel Koreje. Ja, to ponavljam, to se zgodi enkrat na sezono, žoga mislim, da mu je to malo odskočila pred strelom. Verjetno je imel malo preveč časa pri udarcu, smo bili malo počasni v bloku, ampak kaj ćemo reči, fantastičen zadetek, mu čestitam, ampak smo imeli mi svoje priložnosti, ki bi lahko nadoknadili tale zadetek. Mislite, da vam bo ta odmor zdaj prišel prav, da se v miru pripravite na teh zadnjih 7 krogov državnega prvenstva? 8. Hvala. Ja, res jih manjka še 8. Jaz ne bom rekel, da bomo prišel prav. Seveda moramo, mislim, da smo v dobrem stanju. Jaz mislim, v teh tekmah do zdaj samo drugi polčas z Gorico bom rekel, da smo ga zgrešili, ampak druge tekme smo zelo dobro parirali nasprotniku in bili v določenih fazah tudi boljši od nasprotnika. In to se je danes videlo. Nažalost je Koper s svojimi izkušnjami danes se uspel ubraniti, ampak mislim, da bi danes tudi neodločen izid bil prekratek. Čestitke za zmago, kaj vse ste danes počeli v vratih, za res velike zasluge, tudi vaše. Verjamem, da ste zadovoljni tako z vašo predstavo kot celotnega moštva, glede na to, da ste na koncu osvojili 3 točke. Dobar, najbolj vesel sem za zmago ekipe, to je najbolj pomembno. Pa če lahko s kakšno obrambo prispevam k temu, sem toliko bolj vesel. Dejali ste, ko smo se pogovarjali pred tem pogovorom, ja, nekaj sem branil sam, nekaj me je zadevalo, ampak danes se je zdelo, kot da vas niti iz najbolj čistih situacij domači ne morejo premagati. Dober, taka tekma. Imel sem res par dobrih obramb. Kakor sem rekel, nekaj me zadel, nekaj sem odbranil, tako pride včasih. Nagrajen si za dobro delo in to je to. Bo pa zdaj lažje verjetno v tem odmoru, v miru delati, kajti prišli ste po, bom rekel, kar nekaj slabših rezultatih v pomladanskem delu sezone, zdaj že do druge zaporedne zmage na tuje. Ja, ta zmaga nam je še kako prav prišla, da smo potrdili zmago iz Murske Sobote, tako da hvala Bogu, zdaj lahko se malo spočijemo pa naprej.